Torej, analiza stanja in trendov na področju bioplastike v Evropski uniji. To področje smo rekli, da bo v bistvu TEKOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, pokril in vam pač na kratko predstavil. Zdaj to, kolikor imamo mi v bistvu vpogled, v naslednjem delu pa potem mislim, da gospa Nina Meglič predstavlja trende v Sloveniji oziroma vsaj toliko, kolikor pač oni razpolagajo s podatki. Nina Meglič prihaja iz Štajerske gospodarske zbornice, ki vodi SRIP krožno gospodarstvo. Zdaj v bistvu, če začnemo te nove obveze Evropske unije, ki dejansko zavezuje pač članice k enim novim ciljem glede ravnanja z odpadki. Zdaj, kot vemo, je že konec 2015 pač sprejela en nov sveženj okoljskih ukrepov za krožno gospodarstvo, torej da se premaknemo iz tistega rigidnega linearnega sistema v krožno gospodarsko shemo in po 4 letih priprav so v začetku junija 2018 začele v veljavo pač vstopati res pač te prav prve prenovljene direktive iz paketa krožnega gospodarstva. Zdaj te prinašajo neke višje cilje, nekaj poenotenja glede standardov, nekaj zaostritev, celo nekaj glob, če pač se članice ne zavežejo k temu, in pa dodatne ukrepe. In zdaj Slovenija je imela pač neke slabe 2 leti časa, da te spremembe dejansko prenese v prakso. Ja, v bistvu vse države članice naj bi vzpostavile sisteme za ločeno zbiranje, torej bioloških odpadkov, tekstila, nevarnih odpadkov in pa odpadnih olj. To so 4 kategorije, ki v bistvu so tam do 2025 morajo vzpostaviti ločene odpadne tokove. Zdaj, če pogledamo v bistvu te nadgradnje ciljev, h katerim jih v bistvu Evropska unija zavezuje, se čutijo predvsej v nekih manjših korakih glede na prejšnje zaveze, edino pri cilju recikliranja, so pa v bistvu je pa ta cilj skoraj podvojen. To se pravi, prej smo imeli v bistvu 22,5% zavezujoč cilj za recikliranje, no zdaj v bistvu do 2030 pa moramo v bistvu kar podvojiti ta procent reciklaže. To se pravi v bistvu zdaj ta pereča problematika same sintetične plastike. Potem zdaj, če pogledamo še malo bolj podrobno to Evropsko strategijo o plastiki s temi ukrepi za smotrno rabo in pa za zmanjševanje onesnaženja, ker v bistvu zdaj vemo, da smo vsak dan priča pač tem onesnaževanjem z plastičnimi mikrodelci in pa tudi z makroplastiko, ki se v bistvu nalaga v naši neposredni bližini. Zdaj v objavi ta nova dopolnjena evropska strategija že od leta 2018 in tudi v bistvu potrjena strani Evropskega parlamenta. Zdaj smernice o ločenem zbiranju pa sortiranju odpadkov pa so izdane v letu 2019. In res v bistvu za sabo ta strategija prinaša eno celo paleto ukrepov in pa določenih priporočil za zmanjšanje plastičnega onesnaževanja, ker mi v bistvu vemo, da 2018 je bil tisti hud presek s Kitajsko, ki je v bistvu blokirala uvoz vseh plastičnih odpadkov za reciklažo, in zdaj v bistvu se je Evropa znajdla na enem takem razpotju, kam zdaj v bistvu transferirati te odpadke, recimo na druge vzhodne države, ali pa se v bistvu soočiti s tem problemom, pa začeti v bistvu sama investirati določene infrastrukture, investicije za predelavo oziroma za reciklažo teh odpadkov. Zdaj po novih načrtih naj bi bilo do 2030 potrebno vso plastično embalažo reciklirati, tako da v bistvu vsak produkt, ki pride na trg, bi mogel biti narejen, da se ga v bistvu da na koncu razstaviti, reciklirati in ponovno vrniti v krogotok. S tem, da v bistvu plastika za enkratno uporabo bo zmanjšana ali pa celo prepovedana, in pa ta namerna uporaba mikroplastike omejena.
Zdaj v bistvu to so neki mejniki, če lahko tako rečem. Zdaj v 2021 je v bistvu začela veljaviti, mislim, je vstopila v veljavo ta prepoved plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, potem nujne oznake na izdelkih o sami okoljski škodi, seveda informiranje in ozaveščanje in pa tudi ta uvedba podaljšane odgovornosti proizvajalca za tiste izdelke, ki so v bistvu enkratno, ki grejo za enkratno uporabo oziroma ki morajo biti reciklabilni z izjemo tistih za menstrualno nego. No, do 2022 bodo tudi v bistvu vse pokrovčke plastenk morali biti pritrjene, da pač ne odpadejo in da potem se vrnejo v reciklažo, ker v bistvu so problematični prav ti majhni delci, ki se v bistvu porazgubijo, a ne, v samih zbirnih centrih in dejansko potem ne pridejo do reciklažnih linij, ampak v bistvu pristanejo v balah za sežig. Do 2025 bo potrebno zagotoviti 90% ločeno zbiranje za same PET plastenke in pa tudi zmanjšana uporaba bo plastičnih posodic za hrano in pa kozarčke. Kje smo pa zdaj v Sloveniji? Zdaj 19. avgusta, to se pravi letos poleti, je vstopila v veljavo ta zakon, da v bistvu smo prepovedali jedilni pribor, palčke, krožnike, slamice, vrečke smo itak prepovedali že prej, tako da tudi ta nadzor nad izvajanjem tega ukrepa se izvaja strani tržnega inšpektorata, tako da dejansko v bistvu tudi če danes vstopimo v trgovino, vidimo, da je vse ta piknik pribora zamenjala v bistvu bioplastika, tako da zelo težko že, ali pa les, tako da danes že zelo težko najdemo v bistvu kakšno sintetično plastiko v obliki pribora za piknik sete in tako naprej. Ja, zdaj pa v bistvu, a je res ta bioplastika rešitev, za pristop k takim napovedanim ukrepom. Zdaj mi v bistvu bioplastiko vlečemo kar v bistvu na vse, kar ima predpolno bio, ampak dejansko gre v bistvu za po eni strani tako dva grobo ločena segmenta, to se pravi, ali gre za biorazgradljivo plastiko, to se pravi biološko razgradljivo, ki jo lahko razgradijo mikroorganizmi, ali gre pa samo za bioosnovano plastiko. To pomeni, da en del da en del v bistvu v samem končnem produktu izhaja iz obnovljivih naravnih virov, recimo. Tako da tukaj v bistvu ena taka definicija zelo na enostaven način prikazana, to se pravi, kaj so bioosnovani polimeri, kaj so biorazgradljivi polimeri. Recimo bioosnovani so tisti, ki so pač delno ali pa v celoti sintetizirani iz obnovljivih naravnih surovin, to se pravi, da obstajajo iz rastlinskega ali živalskega izvora. Biorazgradljivi so pa tisti, recimo, ki se lahko pod določenimi pogoji pretvorijo potem v same snovne gradnike, torej v aerobnih ali pa anaerobnih pogojih, to se pravi, da se razgradijo kompletno. Potem so razgradljivi, to so v bistvu, govorim o oksodegradabilni plastiki, to pomeni, da v bistvu samo razpadejo, fragmentirajo, se pa ne razgradijo v celoti, v bistvu ostanejo ti koščki mikroplastike v okolju in v bistvu ne izginejo. Potem so pa še kompostabilni polimeri, ki pa pri ustreznih temperaturnih pogojih se razgradijo, zaradi delovanja biotskih dejavnikov, to se pravi, tukaj moramo zagotoviti seveda potrebne pogoje, to se pravi mikroorganizme, vlago in pa toploto, in to v bistvu je na koncu koncev certificirano ali pa akreditirano z določenimi certifikati po seveda upravljenih standardih, ki pa zahtevajo, da je vsaj 60% biološke razgradnje poteče v 180 dneh. To je v bistvu ena taka hitra klasifikacija bioosnovanih in biorazgradljivih polimerov. Zdaj v bistvu vse te prezentacije
bodo deljene z vami, tako da si potem lahko kdaj tudi za nazaj pogledate, recimo, če imate kakšno vprašanje, kaj je zdaj biorazgradljiv, kaj je nerazgradljiv, kaj je delno bioosnovan, kaj je bioosnovan, kaj je v bistvu osnovano na naftnih derivatih, pa je klasificirano kot biorazgradljivo še vedno in tako naprej. Tako da tukaj se ne bi zdaj v bistvu naštevala pa preveč podrobno spuščala. Nas pa je v bistvu bolj kot ne zanimalo, kako je v bistvu s tem krožnim potekom bioplastičnih izdelkov v Sloveniji, ker v bistvu mi smo zdaj naredili eno lepo paleto, v bistvu sledimo tem trendom v Evropi, in smo naredili eno lepo paleto izdelkov, imamo jih, v bistvu znamo jih narediti, znamo tudi v bistvu prilagoditi materiale, ampak na koncu v bistvu ne vemo, kje te izdelki pristanejo, dejansko, ali v bistvu sodijo v reciklažne centre, ali naše biokompostarne imajo zmogljivosti za predelavo takih izdelkov. In dejansko v bistvu kupci so še vedno tisti, ki jih je treba ozaveščati, ampak jih je potrebno ozaveščati prav. Torej, če jim v bistvu zdaj mi govorimo, dajte v organske odpadke, odlagajte to v organske odpadke, moramo biti sigurni, da potem to res pristane v kompostarni, ne recimo na sežigu. Zdaj, če pogledamo same proizvodne zmogljivosti za bioplastiko, niso zdaj to, ne vem, neke gromozanske številke, ampak napoved, kako bo to raslo, sama proizvodna zmogljivost globalna, in pa tudi v Evropi pa so v bistvu obetajoče, tako pozitivne. Tako da, če pogledamo recimo ta preskok iz samo enega leta, to se pravi iz 2020, kakšne so napovedi, vidimo v bistvu, da gre kar za en tak rast, za kar eno tako lepo rast, in tako da tukaj se obeta pač en preskok, ki bo mogoče mogel vsak proizvajalec razmišljati, da dejansko v bistvu se nauči tudi predelavo takih vrst plastike. Zdaj pogledamo samo še v svetovnem merilu, to so v bistvu procenti, vidimo, da v Aziji še vedno prednjači po samih proizvodnih zmogljivosti bioplastike, in pa potem seveda že ta druga je Evropa, tako da tukaj smo v bistvu v samem vrhu, pa potem nekaj še Severna Amerika, pa Južna Amerika, pa potem zelo majhen procent še Avstralija in Oceanija. Zdaj, če pogledamo po materialnih tipih, prej sem govorila, da v bistvu poznamo biološko razgradljive in pa potem te bioosnovane. Zdaj v bistvu tukaj je en lep prerez, koliko več bioosnovanih polimerov imamo na trgu v primerjavi z biološko razgradljivimi. Zdaj v bistvu en drawback je tudi to, da biološko osnovani morajo biti na en in drug način pač modificirani z različnimi dodatki, da dosežemo tiste kvalitete, ki jih želimo pač za naše produkte končne imeti. Zdaj v bistvu, če pogledamo pa še po samem deležu glede na aplikacijo, oziroma glede na segment, kam v bistvu distribuiramo te bioplastične materiale, seveda največ v embalažni sektor. To se pravi bodisi fleksibilni ali pa rigidni izdelki za embaliranje živil, hrane in pa tudi pač industrijskih objektov. Potem seveda v samo potrošnjo tudi tekstil in pa zdaj v zadnjih letih zelo veliko se uporablja tudi v kmetijstvu, sploh za te recimo mulching folije in pa za vrtnarski center. Tudi avtomobilska industrija se ozira k zelenosti in potem išče razne alternative, kako v bistvu dvigati tiste rate svojega zelenega sektorja in tako naprej.
Zdaj, če pogledamo pa še mogoče sam tisti vidik, ko mogoče kdo razmišlja, ja, zdaj pa bomo pač gojili koruzo zaradi tega, da bomo delali bioplastiko, ne. Ja, če pogledamo te podatke za Evropo, ni raven tako, če gledamo tule v bistvu, koliko je namenjeno v bistvu teh naravnih surovin za pridelavo bioplastike, to zelo majhen odstotek, tako da tukaj ni nekega neposrednega tekmovanja, v bistvu z zemljišči za predelavo hrane, tako da nikoli ne bo v bistvu ta razpoložljivost pač samih zemljišč večja, namenjena za bioplast, za pridelavo bioplastike, kot pa recimo za predelavo hrane, Tako da tukaj tudi je ta teorija ne drži raven glede na številke. Tako, zdaj pa v bistvu ta končne poti, za bioplastične izdelke imamo v bistvu lahko mehansko recikliranje. Mi vemo, da če dobimo nazaj v bistvu zelo čisto plastiko, mi lahko v bistvu to še enkrat mehansko recikliramo, po drugi strani imamo pa tudi v bistvu organsko recikliranje, Kaj zdaj to pomeni? V bistvu, da zapeljemo ta krogotok skozi kompostiranje. Tako da v bistvu zdaj imamo pač dve možnosti, ampak a je zdaj to teorija ali pa praksa, to bomo v bistvu danes odpirali to samo problematiko. Tako da jaz sem vesela, da smo danes v bistvu zbrani iz tudi drugih sektorjev, da slišimo v bistvu vse strani